In prihajamo na 5. točko dnevnega reda, to je predlog predloga občinskih prostorskih načrtov za širitev organizacijske dogovor prva obravnava. Držajte pozdravljati. Obravnavo ste dobili gradivo za sprejem odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev obrtne cone Dobova. Obrtna cona je zasnovana na pridobljenih stavbnih zemljiščih leta 2021, ko ste sprejeli spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. S tem načrtom so se zagotovila nova stavbna zemljišča za širitev in razvoj gospodarstva na območju občine Brežice, konkretno Milozor na območju obstoječe obrtne cone z možnostjo širitve proti zahodu. Tako da območje predlaganega občinskega podrobnega načrta obsega ta novo pridelana stavbna zemljišča, hkrati pa smo v OPN vključili tudi zemljišča, ki so bila stavbna že od leta 2014, vendar niso nosila izvedenih določil ter izvedenega prostorskega akta, zato smo, da omogočimo tudi na tem manjšem delu razvoj gospodarstva še naprej, vključili v ta OPN še ta zemljišča. Namen OPN je, da se določi prostorski izvedeni pogoj ter pogoj za gradnjo stavb, za objekt obrtne industrijske dejavnosti. Samo vsebino bo predstavila izdelovalka občinskega podrobnega prostorskega načrta. Za izdelavo OPN-ja je bilo izbrano najbolnejše podjetje, ter vsak projekt iz Krškega. Samo postopek upravljanja OPN-ja določa zakon o prostorskem načrtovanju, zadoščeno je bilo vse pogoje, pridobljene so bile vsa potrebna mnenja na OPN. Na osnovi samih usmeritev v samem začetku priprave OPN-ja so nam nekateri posilci določili izdelavo predhodnih arheoloških raziskav, geomehanskih raziskav, filološko-hidravlične študije ter tudi idejnega projekta elektrifikacije območja. Vse študije so bile izdelane, da je vključene v samosledno OPN-ja. Javnost je vključena smo začeli govoriti skupaj ter v 10. času septembra 2020 bila organizirana javna obravnava ter javna razgraditev. Med javno obravnavo in javno razgraditev ni bilo podobenih nobenih pripomb, zato smo s postopkom nadaljevali, dobili še vsa potrebna mnenja na samo vsebino odloka ter tako pripravili gradivo za obravnavo na tej seji občinskega sveta. Odlok sprejemu OPN-ja ima za proračun občine Brežice finančne posledice, namreč novo pridobljena stavbna zemljišča, ki so bila, kot sem omenila, zagotovljena leta 2021, je občina večinoma že odkupila in bo tudi komunalno opremila. Finančna ocena komunalne opreme je 2.882.000 evrov, v letih 2024 in 2025 so zagotovljena sredstva za pričetek projektiranja komunalnega opremljanja tega območja. Zemljišča, ki sem jih omenila, da so bila stavbna zemljišča že odrejena, da so vključili, da omogočimo razvoj tudi na tem območju, pa so v lasti še fizičnih oseb, ki se bodo komunalno opremila, ko se bo pokazala potreba v investicijah, se pravi, niso vključena v finančno oceno. Predlagam, da naj izdelovalka in še Rožman iz podjetja Zatrij vsebinsko predstavijo OPN. Hvala za besedo. Že moje imenem je Zavrega. Predstavljen je bil že postopek, tako da to je bilo kar preskočeno. Torej tudi izsek izgleda, vključeno na obeh območjih, zahodnem in vzhodnem delu, so že stavbna zemljišča, v OPN pa smo zaradi zahtev Zavoda za varstvo narave vključili tudi območje naravne vrednote Medvod, ker namreč moramo narediti premostitev preko. Torej, za stavbo zahodnega dela, kot sem rekla,
Na začetku smo imeli kar nekaj pogovarjanj in pogajanj za Zavodom za varstvo narave, namreč na območju se nahajajo zelene površine, torej trenutno gost oziroma luk, ki ga je Zavod za varstvo narave želel ohraniti, kar je v bistvu poudarjeno že v gorskem poročilu pri spremembah in dopolnitvah 3, ko je bila določena stavbno zemljišče. V največji možni meri smo tole vejo prestavili na zahod, torej omejitev na zahodni strani mokrišče in pa drenažni kanal, ki ga zdaj zavod vidi kot neko dodano vrednost prostoru, in pa eno varstveno območje potoka Negod sta omejitvi, ki pač so dali končno obliko samega območja. Glavna povezava cesta prihaja iz Dostopske ceste, torej regionalne, ki se nahaja spodaj, gre preko potoka Negod. Tudi ta premostitev je bila v bistvu pogojevana s strani Zavoda za varstvo narave, načeloma je bila bolj logična po zgornji poti, ampak zahteva je bila spodaj, ker je potok najožji, in potem glavna povezava na zgornjo lokalno cesto. Ves promet se odvija odgovorni na južni strani, severni del je zaradi tega, ker je pač zgornja lokalna cesta ožja in pa namenjena lokalnica ne bo mišljena bolj kot intervencijska pot v primeru kakšnega bolj izrednega dogodka in bo na severni strani dodana neka ovira, ki bo pač določil projektant same infrastrukture. Območje je zdeleno 16 parcel, gradbenih parcel, na katerih so gradbene veje, ki definirajo območje razvoja samega objekta. Parcela ZD je manjša in ni namenjena načeloma gradnji nekega obrti, ampak je namenjena določenemu prometu, torej parkiriščem. Faza za same izgradnje je pač narejena tako, da je sam čim bolj fleksibilen, namreč zakonodaja ne omogoča, da bi se delal OPPN v nekih variantah in je v bistvu za nezdanjega investitorja precej težko narediti OPPN, ki bi bil dovolj fleksibilen, ampak ki se je našla rešitev na ta način, da se v prvi fazi lahko zgradi hrbtenica cesta in pa omogoči pozidava vzhodnega dela, na to, če bo treba še severna in južna parcela in na koncu bo tretja faza še zahodni del. Kolikor se pač najde investitor, ki bi želel zakupiti celotno srednjo zahodni oziroma srednji del. Združujejo se lahko parcele na zahodu, te 4, zgornji dve ali celotno zahodno oziroma srednjo območje. Drugice jih pa ne da. Kot je rečeno, vzhodni del je stvar investitorja in del občinskega proračuna, ampak vseeno je smiselno celotno območje obravnavati in ga urediti tako, da je funkcionalno celo. Na vzhodnem območju imamo 6 parcel in pa novo povezovalno cesto. Pomembna stvar tega je, da se vzpostavi na vzhodni strani zeleni pas, zelena bariera, ki je vizualna in protihrupna, kajti na vzhodni strani imamo stanovanjsko gradnjo in sama zakonodaja tudi zahteva, da se med obrtnimi conami, industrijskimi conami in postavkami zemljišči uredi bariera, ki bo zmanjšala vpliv same obrti. Predviden je ekološki otok in pa transformatorska postaja. Bomo pa še naprej. Dopustni objekti, seveda gre za nestanovanjsko gradnjenost, dopustne gre tudi gostinske stavbe, poslovne in upravne stavbe, trgovske stavbe, stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunalnih, ki govorimo predvsem o cestno vzdrževanju glavnih in gradnih stavbah, industrijske in skladiščne stavbe, torej samo industrijske stavbe, v skladišču za nenevarne in
nenevarne snovi, kajti tukaj imamo zelo visoko podtalnico. Te pa stavbe za splošnega družbenega pomena, ko govorimo o izobraževalnih instancah in o raziskovalnih ljudeh, namreč vse sodobne cone so zdaj že narejene tako, da zajemajo nekaj izobraževanja in nekaj raziskav. Torej, dopustne dejavnosti, proizvodne dejavnosti, ki pač so skladne z objekti, ki so dopustni, in poslovne gostinske dejavnosti, kratkotrajnih storitev, trgovske storitev, izobraževanja. Kar takoli delo, preveč smo omejevali, oziroma smo pobrej pustiti, čim bolj odprte. Samo oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih stavb, umestitev znotraj gradbene meje, torej kjerkoli imamo nekih linij, ki se lahko držati. Tloris je nedefiniran, višina je maksimalno 12 metrov nad hodu ureditve raščenega terena, namreč območje trenutno še ni urejeno, je teren precej razgiban in ga je treba urediti, in zaradi tega se pač nekaj kvote sledi podajajo. Nad 12 metrov se lahko umeščajo samo napravljeni objekti, ki so zatekli v procesov, in pa naprave vodovi, torej ki omogočajo pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije. Maksimalna etažnost je 4 etaže, podkreditev pa ni dopustna, ker pač je podtalnica previsoka. Fasade so sodobne oblikovanje, gre za enostavne členjene fasade, uporaba vesalkovega stekla in pa možni so neki barvni poudarki s močnejšimi barvami, vsekakor pa ne, da bi bila cela stavba pisana in barvna. Dopustna izvedba obešanih prezračevalnih fasad in zelejenih fasad. Strehe so ravne, en kaplja in dvokaplja, do 20 stopinj, možnost je tudi ozelenjene strehe, pri čemer je treba pač zagotoviti, da če je že ozelenjene strehe, morajo biti tudi funkcijo zadrževanja padavinskih voda. Namreč trend je, da se čim več vode zadrži na samem območju in stopoma spušča potem v odvodnike. Izdelava faktor zazidljivosti je 70%, odmiki od sosednjih procentov so 4 metre, kar se omogoča potem tudi vzdrževanje samih stavb. Nezahtevni in enostavni objekti, odmike pa pol metra, ker so pač domače stavbe, sosednjih parcel, ograje, podporni zidovi tudi na gradbeno parcelo. Podporni zidovi so pomembni, ker se zahodni del v južnem delu nadvišuje. Ravno zahtevni ne na kapice, ne do 15%, oziroma stopinj lega, ker so to manjši objekti, se umeščajo samostojno. In pa dopustne so varovane in sosedske ograje na gradbenih parcelah, torej na mejah, skladno z uredbo o razvrščanju objektov. Torej tukaj nismo šli v dodatne omejitve, omogočamo pač vse, kar uredba sama dopušča. Oblikovanje zelenih površin, faktor zelenih površin mora biti 20%, na gradbeni parceli mora biti najmanj 25 hektar, ker v bistvu pri parceli velikosti 3000 kvadratnih metrov 7 do 8 dreves, ki so nekako funkcionirane, predvsem parkirne površine. Na gradbenih parcelah severnem delu zahodnega dela je predviden drevored, ki nekako vizualno določili samo odprtno cono od ostalih površin in pa nekako kontrolira ta efekt železnice, ki je na severu. Pa kot sem že omenila prej, na vzhodni strani še ta zelena meja. To je glavna parcelacija. Predvidena parcele so nekje od 3000 do 7000 kvadratnih metrov za vrhnem delu. Izhodišče pri pripravi samega akta je bilo, da se predelajo precej manjše od 3000 kvadratnih metrov. Ureditev gospodarske javne infrastrukture ceste se zaključujejo obstoječe ceste, kot sem rekla, profile 9 metrov. To zajema bankine, pločnik in pa vozišče širine 3 metre, kakor 3 metre kolesarstva, kot se levi na vozišču. Predi se pač tista premostitev na jugu območja Z. Miroči promet naj bi bil v sklopu gradbene parcele in pa, kot sem že rekla, ena parcela v zahodnem delu predvidena za miroči promet. Vodovod vključevanje na obstoječ vodovod, elektrika,
je vezana pač na elaborat identifikacijo, ki jo zahteva elektro, to je nova praksa, ki jo imamo, moramo upoštevati njihove strokovne podlage. Na zahodnem območju so predvidena dva nova transformatorskih postaj, ki se priključujeta na obstoječo pravo postajo v vzhodnem delu. Ta se lahko potem kasneje tudi predstavi zaradi samih vreditev, tukaj pa se ne pa je možno tudi na njo. Kanalizacija, lokalna kanalizacija se priključuje na obstoječe omrežje, padavinske kanalizacije pa v zahodnem delu se predvidijo zadrževanje, ki na območju kratkega parcele, kot sem rekla, nekaj, da se še več voda zadrži, potem pa se odvaja padavinska voda v njegu. In Gabernico, medtem ko se na vzhodnem območju zadeve ponikajo, že 20 tam ponikovalnice in se potem načrtujejo tudi nove. Telekomunikacije, priključitve na obstoječe omrežje, odpadki zbiranje skladno z odločbom, to je dva občina, ogrevanje, trajnostni načini ogrevanja, biomasa in zemeljskih plin. Zdaj, kakšne so omejitve, kaj še v bistvu to čaka, kot je rečeno, bile so naredene predhodne arheološke raziskave, ki so dale navodila za nadaljnje raziskave. Torej, ta področja, ki so tukaj prikazana rjava, rabijo posebno previdnost pri sami izgradnji, koliko se naleti na kakšne ostaline, je treba poklicati kulturno-varstvenike, ki bojo pač zraven prisotni pri nadaljnji gradnji svetli. Na vzhodni strani pa je ena parcela, ki pač ni bila niti predhodno raziskana, ker pač ni bilo soglasje, da bi se zadevo raziskala. Kar se tiče pa ukrepce potrebe obrambe ter varstva pred naravnimi drugimi nesrečami, tukaj na južni strani poplavila Gabernica. Zato je bilo treba območje na zahodni strani in pa južni strani nadvišati za cirka 1 meter, torej preden se bo to sama uredila, preden se bo šlo gradno, je treba pač to območje nadvišati. Medtem ko na vzhodni strani se pa teren nadvišuje, ker je razlika med vzhodno stranjo in zahodno stranjo 2 metra in če hočemo te parcele imeti funkcionalne, je pač treba urediti, nadvišati in ponovati. Še da dodam vam prejšnji predložitvi, ker ni bilo pripombe javne razgradnitve in smo nadaljevali z izdelavo akta in ne bi bilo razlike med prvo in drugo obravnavo, ker bi narediti pripomb. Predlagamo, da se odlok sprejme tako, da se prva in druga obravnava združita. Nismo imeli civilnih izvedb. Prosim. Vi ne civilnih inicijativ dobro? Ne. Hvala. Gremo na razpravo. Vidim, da neka prijavljaju razprave, zato je treba je dano glasovanje, spremlja se zadeve, da se prvo in druga obravnava. Obstožno da se širito organizacije združena. Zdobnost. In pa glasujemo. Hvala svetu. In pa še drugi sklep, spremlja se odlok v občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev organizacije domu. Tudi to soglasno sprejeto, tako prihajamo v 6. točko dnevnega reda, da so sončne elektrarne na javnih objektih, najprej proso Lepo pozdravljeni. Projekt sončne elektrarne na javnih objektih zajema postavitev 27 sončnih elektrarn na strehah, ki so v lasti občine Brežice, in sicer v vrednosti nekaj več kot 2,5 milijonov evrov. Vse to bo občina Brežice naredila za namenom znižanja stroškov električne energije. Najprej je bil objavljen tudi razpis ministrstva za postavitev sončne elektrarne in z namenom kandidiranja za sofinancerska sredstva je to gradivo danes tudi pred vami.
Gradivo je zelo širno, pa če povzemamo, imamo 16 dokumentov, za katere bi želeli, da so danes potrjene. In sicer 15 dokumentov je investicijskih, to je 11 dokumentov identifikacij investicijskega projekta za posamezne sončne elektrarne, en je za zakonno samooskrbo, ocena upravičenosti izvedbe projekta in dela javno-zasebnega partnerstva, tretja investicijska zasnova in pa investicijski program. Poleg tega, oziroma 16. točka gradiva pa je koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu, ki ima ne glede na poimenovanje naravo odloka občinskega razdelka občine Režice. Z menoj sta izdelovalca dokumentov in sicer Rok Vegrami iz podjetja Esprit d.o.o., ki bo na kratko povzel investicijsko dokumentacijo, torej 15 točk, in pa Anže Gunvar iz podjetja Pravno svetovanje Gunvar Anže SP, ki bo pa razložil koncesijski akt. Prosim, Rok, če ga povedite. Hvala. Spoštovani občinski svetniki, spoštovani občinski svetniki, lepo pozdravljeni. Občina Režice je že v letu 2024 želelo večji samoskrbi za električno energijo in z namenom znižanja stroškov pristopila k investiciji v sončne elektrarne. Do sedaj je uspelo pridobiti vso potrebno projektno investicijsko dokumentacijo, ki je potrebna za javni razpis Ministrstva za okolje in podnebje in energijo, kjer je možno pridobiti nepovratna sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost. Kot je že gospa Suzana povedala, investicija obsega 27 sončnih elektrarn, in sicer 11 sončnih elektrarn za individualno samooskrbo in 16 sončnih elektrarn za skupnostno samooskrbo. Skupna nazivna moč vseh elektrarn znaša 2651 kW. Investicija je ocenjena na približno 2,5 milijona evrov. V predinvesticijski doslovni oceni pravičnosti JZP je bilo ugotovljeno, so bili primerjeni dve varianti, in sicer izvedba investicije po postopku klasičnega javnega naročanja in izvedba investicije v javno-zasebnem partnerstvu. Kot smiselnejša in primernejša je bila prepoznana varianta izvedbe investicije v javno-zasebnem partnerstvu, in sicer iz več razlogov. Najpomembnejši razlogi so, da je javno-zasebno partnerstvo prinaša manjšo obremenitev občinskega proračuna, tako bi lahko občina finančna sredstva, ki bi morala se nameniti za to investicijo, namenila lahko za druge investicijske projekte, potem boljši rezultati finančnih in ekonomskih kriterijev, ter zelo pomembno večino tveganja v primeru javno-zasebnega partnerstva nosi zasebni partner. Kar se tiče finančne konstrukcije izvedbe investicije v javno-zasebnem partnerstvu, ta predvideva približno 900 000 evrov sofinanciranja iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Približno 1 milijon bi namenil zasebni partner, in občina bi prispevala sredstva za izdelavo vse potrebne dokumentacije in vizualnih storitev, kar znaša dobrih 100 000. Kar se tiče finančnih kazalnikov, je bilo ugotovljeno, da bi se investicija v primeru javno-zasebnega partnerstva povrnila v 7 letu in da je poslovna donosnost bila višja od 15%, kar govori o smiselnosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva in seveda izvedbe celotne investicije. Tako da, to je nakratko z moje strani, da bi podaj še besedo gospodu. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Danes je pred vami koncesijski akt, ki predstavlja zakon točko tega sklopa. Koncesijski akt je priletno iz investicijske dokumentacije pravno postavlja za nadaljevanje postopka in tudi izbiro področjega zasebnega partnerja. Ureja več sklopov, v sklopu je opredeljena tudi javnega interesa za izvedbo projekta izvedbe sončnih elektrarn v občini Režice, ki je utemeljena za predstavljanje investicijske dokumentacije
dokumentacijo in številno obsežno zakonodajo, ki je bila v zadnjih letih sprejeta s strani zakonodajalca in ki ureja obnovljive vire energije. V drugem sklopu je sta opredeljena poseg, se pravi, se določa objekte, na katerih se nameščajo sončne elektrarne in tudi objekti, ki bodo vključeni v samooskrbo. Hkrati se opredeljuje tudi maksimalno trajanje samega koncesijskega razmerja in tudi v naslednjem sklopu se potem opredeljujejo splošni pogoji za izvajanje koncesije, kjer je predvideno, kaj mora izvesti koncesionar, se pravi ukrepe, na kakšen način, kakšne so njegove obveznosti in dolžnosti, urejene so okvirne plačilni pogoji, hkrati pa so urejene tudi vse ostale dolžnosti, ki se nanašajo tako na naročnika oziroma koncedenta in uporabnika, ki morajo za uresničitev projekta izvesti vsak svoj del. V naslednjem sklopu je v okviru akta urejen tudi postopek izbire, vključno z imenovanjem strokovne komisije. Glede na tip postopka je predvidena izbira konkurenčnega dialoga, ki občinam omogoča največjo možno fleksibilnost in maksimalno stopnjo pogajanja, da se bo doseglo najboljše izhodišče za samo občino. Hkrati odlok predvideva tudi izhodišča za merila, kar pomeni, da bo v postopku izbran zasebnik, ki bo ponudil, se pravi, največji obseg prihrankov iz elektrarne, najnižjo ceno investicije, najkrajše trajanje razmerja, določena so pa tudi opcije drugih meril, ki so v korist občine Brežice. V zadnjem sklopu so predvidena daljše trajanje razmerja, določene tudi posebnosti, ki urejajo možnost spremembe pogodbe, ker vsi vemo, da dolgotrajne razmerja zaradi morebitnih spremenjenih razmer morda potrebujejo prilagoditev in pa tudi morebitno prenehanje koncesijskega razmerja, koliko bi se z ustreznimi regularji ugotovilo, da je morda smiselno posel nadaljevati kako drugače, tako da tudi s te strani sama občina pokrita. Toliko na kratko za sedaj. Hvala. Hvala. Idemo razpravo oziroma odgovori so očetili. Jaz se upravičujem, jaz bi povedala samo za konec postopek sprejema dokumentov in sicer investicijska dokumentacija se sprejema v rednem postopku. Kar se pa tiče koncesijskega akta, se sprejema v dveh obravnavah in koliko ni besedilo nobenega popravka med prvim in drugim sprememb, se lahko prva in druga obravnava zaključijo, tako da koliko bo vse redno in predlagamo, da se obravnave zaključijo in da danes sprejmemo. Ja, prvo stavo, se odgovori so v tem stališča imate pismo, da želiš nekdo kaj v odgovoru, kakšnih dodati, kot ne, toliko da razprava, še ne bi razpravljati. Ni prijavljeni, še nekaj več. Ja, hvala lepo za besedo. Jaz bi samo vprašal, če so bili še kakšni drugi objekti v izboru, in kateri so to bili in zakaj so izpadali. Namreč, jaz sem po pogovoru z gospod Rojbala, sem nekako predlagal, da bi se v to kategorijo obrstil tudi Dom Grijana Mozlaje Vasi, ki ima zelo dobro Lego. Kolikor vem, so tudi neki ljudje hodili gor in to gledali. Zdaj pa me samo zanima, če je to res in če so izpadali, zakaj so izpadali. Zdaj tako, objektov že v samem štartu, to je že kar lahko rečem, da več od 1 leto, odkar smo štartali z naborom objektov. Večkrat se nam je zelo malo, ali je bil vložek preveliki, ali je bila zelo mala prava v objektu, ali ni možno biti soglasja, ali
nižje slabo. Tako da lahko rečem, da za tečne tovarnega se je še zmeri urejal seznam. Zdaj, jaz lahko mi vkleram, tako kar je tehnično urejeno, niso bili tudi na ogledu objektov, da on kaže v pogledu, kjer objekti so izpadali, kjer so ostali, ker so v arhivu. Ravno mogoče lahko še za kjerga pove, jaz za Stromlje, dokaj javno Stromlje za Stromlje ne vedval, Peč se je tudi vedvalo, Velika Dolina tudi vedvala, glavni Boščan se upravičujem, nimam osebja, ampak če želiš, se lahko vlasiš naših prostorih, da bomo bolj podrobno povedali. Vse v redu, jaz sem samo vprašal. En gospod je Ljubovno mi rekel, da moramo prvega tretjega podati mnenje, ali je on samo lažno primer tudi za to ali ne. Nimamo druge informacije kot sam. Jaz mislim, da je to prostor, ki je stvari posvega regulirjal, tako da te dokumente smo dobili, so kar nam, tako da ni problema, ali boste v vas lahko pogledamo, se pogovorimo še no. Je to? Ja, še Jaz rekel, mislim, mi bomo takoj kombinacijo skupnost, ker je za objekt, mi bomo svoje visočne nagrade, da pomeni naprej elektriki, mi na koncu enako deležni nižje cene kot vsi ostali. Toliko samo za pojasnilo. Žal pa danes zgodne namike, ki ni nočemo eno na svečo in je moralo novo mesto dnim, tako da jo ni da bi še več ugledala. Če bo potrebno, tako kot je bilo rečeno, so dobili vlastne. Zdaj, če več ni razprave, jaz dal nekaj, da se sklep, da se od sklepi po potrditvi BIP-ov glasuje v paketu. Najprej prosti preverjanje prisotnosti. In pa glasujemo o tem, da se glasuje v paketu. Glasovanje. Zdaj še glasujemo vseh sklepih. Zdaj moramo še glasovati, da se sprejme še enkrat, da se koncesijski ta akt. Zdaj moramo glasovati, da se sprejme potrditi ocene upravičenosti izvedbe v modelu javno-zasebno partnerstvo za projekt sodelovanj javnih projektov Vlastovične Brežice. Samo glasujemo. Četrti sklep sprejme se sklepu potrditvi predinvesticijske zasnove projekta sončne elektrarne. Peti sklep sprejme se sklepu potrditvi investicijskega programa projekta. Šesti sklep sprejme se sklep, da se prva in druga obravnava predloga koncesijskega akta javno-zasebne partnerstva pri izvedbi projekta sončne elektrarne na javnih objektih Vlastovične Brežice združila. In pa še, da sprejme se koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta sončne elektrarne na javnih objektih Vlastovične Brežice. Začujem do točke, da je hvala seveda vsem gostov, ki ste bili, lahko še ostanete poslušati druge stvari ali pa gledati nič.